spoštljivim odnosom do dediščine je poklicni restavrator zgradil novo, a na videz staro hišo. Številni obnovljeni predmeti zavidanja vredno zgodovino so našli prostor v domu štiričlanske družine. Kokra je najdaljša slovenska vas. Tukaj stoji hiša, ki navidezno deluje kot stara kmečka gorenjska hiša, v resnici pa jo je poklicni restavrator Rok Valjavec zgradil pred 15 leti. Gospa Ana, vi kot domačinka gotovo veste, je to res, da je Kokra najdaljša vas v Sloveniji? Ja, res je. Kokra je najdaljša slovenska vas. Je dobrih 10 km dolga, pač od začetka Kokre do deželnega Kamna na Jezerskem. Gospod Rok, tale vaša hiša zgleda stara, ima več kot 100 let, ampak je zdaleč od tega. Zakaj ste se odločili zgraditi tovrstno hišo? Ja, to je pa dolga zgodba. Jaz sem rojen v Tupalčah, po domače pri Zamud. Tam je bila hiša iz 1697 leta, zelo stara, tudi tak strhank je bil. In ta vojna za Slovenijo je bila prelomnica v mojem življenju, ko sem začel zbirati starine. Seveda, novih stvari mi mama ni pustila v klet nositi kao zaklonišče in stare stvari sem lahko nosil dole. In to se je skozi povečevalo, skozi več je bilo tega. Poj je nastal muzej, tak malo manjši, in z tega sem dobil tak veselje do te stavbne dediščine, stare. Na račun tega sem si skozi želel, če bom jaz imel enkrat hišo, da bo v tem stilu tako bolj starinsko. Zakaj ravno tukaj? To je pa čisto slučajno. On je tukaj že začel delati hišo, ko se midva še nisva poznala. Pol, ko sva se pa spoznala, je pa po slučaju to zemlja, kjer je živela moja prababica. Katere značilnosti stare gradnje ste umestili v vašo hišo? Tukaj smo hoteli upoštevati ta pozni barok. Tukaj za pozni barok, za ta kmečki značilno šivanje vogali, posovhanki, obzidje, kakšen skedenj zunaj, freska na hiš, kamniti portali, te zadeve. Tudi ta skedenj, ki je zunaj postavljen pred hišo, smo ga prestavili. To je iz Tupalč, tam sem jaz doma, sosedov pod. To pa imamo tukaj zunaj fresko, ta je bila tudi kasneje narisana, to je Kokrška Marija gor, stara in nova cerkev. Obzidje je iz kamna, ki je bil prej v Tupalčeh, dok sem jaz prav z moje rojstne hiše, ki je bil skedenj postavljen pod hlev. In ko se je hlev podiral, sem takrat kamne pripeljal sem in naredil obzidje z tega. Škarfo ali pa cvinger po domače. Ja, tukaj zunaj smo usadili tudi stare sorte vrtenc, jih in parjatu prinesel, pa mehen teh starih sort drevja smo dali, tudi nešpla, murva, stare hruške, slive, češplje, te stvari smo pa tudi trta je videti zelo stara, ne? Ja, trta je pa zelo stara, pa iz moje rojstne domačije, Tupalč. Menda je bilo vse 1898, je pradedek usadil, ki je bil požar, takrat v Tupalčeh, je bila takrat vsajena. In potem, ko smo hišo tukaj dogradili, preden smo se vselili, tam 2005 nekje smo jo pa odkopali, se je hlev podiral in smo jo s tovornjakom pripeljali gor in usadili toliko noter. In uspeva, Drugače je bila pa na tej kmetiji, ki smo zdaj, na Polan, Kokri, je bila pa, oziroma je edina ohranjena še zidanca za vinograd na Gorenjskem. Po tem delu gor po hribu, ki je zdaj ta naseljenov, so bili vinogradi. Vi pa z te trte potem verjetno delate marmelade, vino in podobne stvari. Ja, vsako leto res obrodi dobro. Lansko leto smo ga dobrih 50 kg nabrali. Naredili smo grozdjev sok, ko prav pride za pozim, za v čaj, za mešati z vodo. Ja, pri tej trti je bilo pa tako, dokler ni bila presajena trta, sem jaz delal vin iz nje. Do vina je pa prišlo na ta račun, da sem jaz hotel dobiti podpise od državnikov, bolj znanih ljudi. In sem vedel, na kakšen način jih dobim, in sem začel vin delati in da sem ga lahko preko protokola podaril državnikom. Tako da sem ga pa podaril princu Charlesu, ki je bil v Sloveniji, pa Clintonu, ameriškemu predsedniku, pa Bushu. Vsak kos pohištva, dekoracije ima neko svojo zgodbo v tej hiši. Ja, tukaj sva gledala, sva hotela gledati na to, da je vsak prostor nekje opremljen v tistem duhu, tistega obdobja, starega, kmečkega. Tudi sva tudi gledala, da je tukaj ta hiša, da ima res kot, ta kmečki kot, z bohkom kotem, pa da je kmečka skrinja noter za to kmečko peč, tam ni bilo prostora, smo mogli majhen zmanjšati, da je bolj na kamin varianto, ampak še zmeraj ta barva
Pri kuhinji se ni dal preveč, mislim, je le bolj majhna, bolj miniaturna, tako da sva bolj tako nekje starinsko modern stil ubrala. Na stopniš je en tak god skoken, potem ena freska okrog, ki je en prijatelj tudi narisal. Drugače pa na vrhu tudi en del tega stropa oziroma ena kopija z ene cerkve, pa taki dodatki so noti starinski, ki jih dobim od kakšnih prijateljev, od kakšen kip, kakšen angel, stare knjige, te jaslice noter. Kaj pa vi, gospa Ana, tudi vam to paše, da je hiša taka, kot je, ali bi imeli več modernosti noter, drugačnosti? Ja, na začetku sem bila tako zelo skeptična, mi je bolj modern stil ležal, potem pa, ko vidiš, kaj se da iz starih stvari vse narediti, tudi novo stvar, kako postaraš, kako pride do, ko ima res in pohištvo in dušo, mi pa zdaj tudi skozi bolj všeč. Tudi danes, če bi še enkrat delala kuhinjo, pa vso to notranjo opremo, bi se sigurno odločila za stare dele pohištva obnovljene, ker pač vidim večjo vrednost, pa da so res, da je pohištvo z dušo. Pravite predmeti z dušo. Kater predmet ima največ duše, je najstarejši, vam je najbližje? Meni so mogoče te jaslice, to so samostana z Velesovega, nun Dominikank, sester. Te so te vrste najstarejše v Sloveniji, tudi voščene jaslice. Pa mogoče ta obredna posoda dinastije Ming, kitajska, celo iz Ljubljane prišla, ampak je pač od tam. Iz enega samostana je bila in ko je bil samostan nacionaliziran, so nune prodajale po hišah. In je moja stara mama kupila eno posodo, pa drugo. Mislim, da je 2-3 posode kupila. Iz katerega časa je ta posoda? Tam okrog 1500. Poleg te trtek sem je pripeljal iz svoje rojstne domačije, iz Tupalč, je tudi en tram, ga je že mojster Ata ohranil, na katerem je letnica 1697. Ta tram je bil v hiši noter. In ko so hišo obnavljali, se je odstranil. Ga je Ata ohranil. Kjer kos je pa vam najljubši? Ja, moj najljubši kos pohištva pa je omara, ki sem jo dobila za 30. rojstni dan. Mi jo je podaril mož, zdaj jo uporabljam za lepotičenje. Tako da je bilo zelo zanimiv. Delal jo je spodaj v delavnici, jaz sem skozi mimo nje hodila, ne vedela, da je to zame, da se pripravlja. Smo skozi govorili, da je za eno gospo z Jezerskega, pa je rekla, zakaj pa lučke kle noter rab? Sem rekla, za marmelado. Marmelado je imelo osvetljeno. Pa zakaj ogledalo rab noter, mi je bilo tudi čuden. Tako da, na koncu sem jo pa dobila jaz, sem bila zelo vesela. Ja. Kakšna je vaša restavratorska izkušnja s Slovenci? Jih tovrstno pohištvo obnovljeno zanima ali ne ravno? Kako bi rekel, ta ozaveščenost se dviga, tudi v Sloveniji. Tudi recimo, ne samo pri restauriranju, ampak ko grem jaz recimo do hiše, ko se zanimam za stare stvari, če imajo kaj, že vsak vidi, da je že ena cena zdaj tukaj. To je bilo recimo, ko sem začel to pred 20 leti zbirati malo več, sem dobil vse po vrst. Kar sem hotel, sem dobil, brezplačno. Danes pa že vsak vidi temu, kakšen evro, kakšen dinar, da lahko dobi. Tako da delam preko dobro polovico za Slovenijo, za slovenski trg, ostalo imam pa mogoče avstrijski bolj pokrit. In kdo vaše izdelke bolj ceni? Avstrijci? Se mi zdi, da je kar oboje, da kar vsi. Zanimivo je to, da Slovenci imamo glede pohištva večji odnos kot recimo Avstrijci, Italijani. Glede stavbne dediščine smo pa mi zelo v ozadju. Recimo v Avstriji se spoštujejo stare stavbe, pa nas se uničujejo. Še kar, no. Čeprav je dosti tudi ozaveščenosti glede tega, tudi da se je začel tudi v Sloveniji malo to spodbujati zdaj, oziroma da se malo ohranja to, še mogoče kakšne subvencije, kakšne take stvari bi mogli imeti v Sloveniji. Da se to malo bolj podpira tudi, da se ne uničuje, ampak da se ohranja. Ker stare stavbe imajo dušo. Pa je ta vaša nova stavba mogoče prišla zdaj pod okrilje spomeniškega varstva, čeprav vemo, da ni toliko stara, ampak vseeno. Se kdo kdaj zafrkne pa reče, vse to je pa mogoče zelo staro? Ja, to pa velikokrat rečejo, ste zelo dobro obnovili hišo. Pravim, ne, to je nova hiša, pa ne morejo verjetno, da je to. Da je na novo narejeno.